Lepo pozdravljeni. Javljam se iz centra Ljubljane. Poletje je tik pred vrati in senca je v vse večjem premijumu. Nekam se moramo odmakniti, kajti vroče je. In vedno bolj vroče bo. A kako se lahko ohladimo? Poznamo ga vsi, od najmanjših do največjih, no, najmlajših do najstarejših, pa tudi večjih. Sladoled. Kdo ga ne obožuje, kdo ga ne mara? Tista sladica, ki nas vedno osreči in vedno osveži. Pa naj si bo poleti ali pozimi. A definitivno je poleti sezona za sladoled. A odkot sploh prihaja sladoled? Kdo ga je izumil? Koliko stane sladoled v centru Ljubljane in koliko sladoleda pojemo Slovenci in drugod po svetu? Kateri so najbolj priljubljeni okusi? Odgovore na vsa ta vprašanja vam bom probal danes poiskati, kajti kdo ga ne obožuje? Sladoleda. A odkot pravzaprav prihaja sladoled? Prvo, čemur bi lahko rekli sladoled, so izumili Perzijci, ki so že 500 let pred našim štetjem ribali led in si ga sladkali z sadnimi sokovi. To so kasneje prevzeli tudi Arabci. Zdaj, pravi sladoled se pa seveda razvije v Italiji. In to v 16. stoletju. Ja, takrat, ko mi dobimo knjige od Primoža Trubarja, Italijani dobijo sladoled. Kdo bi si mislil? V Ameriki se pa sladoled pojavi v 18. stoletju in takrat se ga pa ne da več ustaviti. Toliko okusov, toliko povpraševanja, sladoled je z nami za vedno. V Sloveniji ga pa dobimo v 19. stoletju. Recimo pri Figovcu so ga delali. Če ste imeli pa srečo, ste pa kakšnega italijanskega mojstra, ki je sladoled prodajal na ulici, spoznali. Tako da sladoled je z nami. Sem kle ga ni. Koliko sladoleda pa pojemo Slovenci? Slovenci v povprečju pojemo 6 litrov sladoleda na osebo. Tisti, ki ga pa povejo več, so pa seveda Američani. V ZDA pojejo kar 20 litrov sladoleda na povprečno osebo. V nekaterih slaščičarnah v Ljubljani lahko najdete kar preko 50 različnih vrst sladoleda. Kateri so pa tisti najbolj nenavadni okusi, ki jih najdemo po svetu? Na Japonskem, na primer, imajo okus lignjev in črnila. A si predstavljate? Lignjev. No ja. V Angliji so naredili sladoled z njihovim Stiltonom, kar je sir s plemenito modro in zeleno plesnijo. Kot da bi mi probali od Italijanov vzeti gorgonzolo in narediti sladoled z gorgonzolo. Zakaj pa ne? Američani pa tu malce bolj umirjeni kot ponavadi. Njihov priljubljen nenavaden okus je slanina z javorjevim siropom. Kar se niti dan danes ne sliši več tako nenavadno. No, vsakemu svoje. Sladoleda, po moje pistacijo. Glede na to, da sem pivovar, bi rekel, da bi kdo naredil kakšen sladoled z okusom piva. Sladoled z okusom piva? Ja, saj, zakaj pa ne, ne? Pozdravljena. Kater je pa vaj najljubši okus sladoleda? Tvoj? Piškotek. Ta piškotek s piškotki pa tako, ja. Pa veš, gospod? Čokolada, temna, če je možno. Temna čokolada. Če bi pa morala izbrati nek nenavaden okus sladoleda, ga bi pa hotela izumiti, kaj bi to bilo? Že obstaja, ampak z bučnim oljem. Z bučnim oljem, okej, to je naša slovenska scena, ne? Pa vi? Kakšna druga varianta stracciatelle, torej da je mogoče orehov sladoled pa kočki čokolade noter. Zelo, zelo umirjeni. Kaj pa recimo sladoled s kislim zeljem? Bi probala? Probala bi, ampak najbrž mi ne bi bil všeč. Z veseljem. Jedel sem že sladoled iz, ne bo šugano, iz ene pekoče stvari. S čilijo? Ne. Kajenski poper? Ne. Tabasko? Ne. Sirača? Iz česna je narejen. Sladoled iz česna, primeren za vse, razen vampirje. Koliko boste pa danes v centru mesta odšteli za kepico sladoleda? Cene se gibljajo vse od 2,5 € do 4,10 €. Seveda je pa odvisno vse od premijev, okusov in dodatkov. Pa ne pozabite, na koncu cene določamo mi, potrošniki. Morda, če bi pa za 2-3 tedne nehali jesti sladoled, bi se pa tudi kaj pocenil. Vendar je tako dober, da se težko zadržimo. Tako da želim vam lepo poletje in ohladite se s kakšnim sladoledom. Vanilija, limona, čokolada
ali pa tistim s česnovim okusom. Za ta teden z Juretom Kodlerjem korespondent Luki. In naj bo poletje čim bolj osvežujoče. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.